V društvu Lipa sem hodila kot spremljevalka svojega moža in se v tistem obdobju zelo veliko naučila o življenju. Pri tem mi je pomagal Franci s svojimi izkušnjami in svojim znanjem. Tele hribe, kjer smo danes, sem zapustil, ko sem bil star 13 let in sem vsako jutro 18 km peš hodil v Celje na učiteljišče. Moram povedati, da me je zelo fasciniral s svojo strokovnostjo, hkrati ima pa tudi izjemno razvito empatijo. Zaradi zdravljenja od prevelike ljubezni do domovine sem 93. in 94. leta kolapsiral in zlorabil alkohol za lajšanje bolečine. Na srečo sem padel na zdravljenje odvisnosti od alkohola. Tako sem si takrat zabeležil, da bo moje trpljenje rojstvo mojega novega življenja. Najbolj mi je nekako v spominu ostalo enkrat, ko sva se pogovarjala ob njegovih slikah, ki jih je risal v šoli risanja, ko sem se čudil, kaj vse spravi iz sebe. In ko mi je razlagal, kako on to uporablja tudi v terapevtski namen, kako mu to pomaga pri vsakdanjem življenju. Zadnja življenjska preizkušnja, to je, dobil sem bitko z rakom, me je, bi rekel, opremila s tem, da imam nahrbtnika in na nahrbtniku imam vse, kar je potrebno, da lahko ga obvladujem ali na vlaku ali v drugem mestu. Skratka, tisti nahrbtnik mora biti stalno z mano. No in v tistem nahrbtniku so poleg oprema za boj z stomo in rakom tudi obvezno knjige. Knjiga je pravzaprav tako kot obleka. Brez obleke ne grem nikamor, pa tudi brez knjige ne. In kljub bolezni, ko se je nekako spravil po konci, se je še naprej udeleževal preko Zooma računalniških delavnic, je vztrajal, je pridobival nova znanja in se mi zdi, da je to tisti zgled, ki nam ga je dal vsem tukaj na Ljudski univerzi Celje. Ja, glede na to, da je šel čez tako stanje, kar se tiče zdravja, ja, je lahko verjetno vzor marsikomu, da pač ne glede na to, kakšno je, moraš vztrajati, ko se lahko lepo dvigneš in nadaljuješ kakovostno življenje. To, kar je meni pomagalo, je bilo, da nas je opozarjal na to, kako pomembno je v življenju ravnovesje. To pomeni ravnovesje na eni strani med delom, časom za počitek in pa časom, ki ga imamo za zabavo oziroma zase. Dnevnik pišem že 29. leto vsak dan. V njega napišem, kaj si želim, kaj so moji cilji in v njega tudi izpišem vso svojo bolečino. Vi ste zelo povezani med seboj? Ja. Kaj hodi k vam vsak dan? Ja, na kosilo. Ti skrbiš za njega? Ja. V bistvu od vse, kar je zbolel, sva veliko skupaj. No. Po eni strani je tudi ta situacija svetovna, ko se je zgodila, v bistvu je bila v prid nam, da smo lahko bili več doma. Digitalna pismenost. Sveto jutro torka. Se srečam z moškim principom mojega življenja. Občutek imam, da je Franci Ljudska univerza v Celju kot nek drugi dom in ob njegovi preizkušnji, ko je zbolel, se spominjam, kako nam je v enem mailu napisal, kaj se je zgodilo, in od tistih zapisanih besed mi ostaja najbolj v spominu tista, pa tako rad bi še živel. Franci je človek, ki se vrača kot bumerang. Odide v pokoj, potem pa začel hoditi nazaj na Ljudsko univerzo, na tečaj angleščine, prišel je na računalniške delavnice, hodil je v šolo risanja, pa tečaj nemščine, pa preko Erasmusa je potoval na Dansko. Tako da smo mu na koncu rekli, da je zdaj, ko je v pokoju, skoraj več na Ljudski univerzi, kot prej, ko je bil zaposlen tukaj.